Pozdravljeni. Na vrsto je prišel letos že 19. komentar novic in kot običajno si bomo tudi tokrat skupaj pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo kot običajno ustavili pri 4 različnih sklopih novic, kjer bomo skušali dati poudarek vsem tistim novicam, ki tega v običajnih virih niso dobile ali pa pravzaprav potrebujejo nek poseben dodaten komentar. In seveda, kot ponavadi tudi tokrat, ukolikor koga zanima, dobi bližnjico do originalnih navedenih člankov v samem opisu. Da ne bomo predolgi in preveč dolgočasni, je najbolje, da se takoj lotimo naše prve današnje. Adrian Newey zapušča Red Bull. Govorice o tej nameri so pravzaprav krožile že kar nekaj časa. In 1. maja, kot smo lahko prebrali v mnogih virih, sam navajam le tisto, kar sem našel na spletni strani f1.com, smo dobili uradno potrditev. Kaj novega v resnici nismo izvedeli. In verjetno marsikdo se sprašuje, kaj se je pravzaprav zgodilo med 1. majem in naprimer 26. aprilom, ko sem objavil pravzaprav poseben prispevek, kjer sem se spraševal o prihodnosti znanega britanskega inženirja. In moram vam potrditi, da tu kakšnih velikih razodetij nam ni bilo dano izvedeti. Vemo le to, da v začetni fazi koledarskega leta 2025 bo Adrian Newey zapustil Red Bull in zgodba se zaključi tu. Kam bo šel, se bo upokojil, bo prestopil k Ferrariju, Aston Martinu, mogoče McLarenu, vse ostaja odprto. A zanimivo je, da naprimer na spletni strani GP Blog prav tako 1. maja lahko preberemo, kako je hotel Adrian Newey v bistvu zapustiti Red Bull že v lanskem letu, približno okrog tega datuma kot letos. Torej, da se je uprl vsemu tistemu obnašanju Christiana Hornerja, ki naj bi se neprimerno vedel, pravzaprav kot običajno rahlo pretirana verzija avtorjev, ki morda ne poznajo dogajanja v zakulisju Formule 1. A mene osebno pri vsej tej zgodbi je zmotilo nekaj drugega. Namreč novico so pri Red Bullu potrdili 1. maja. 1. maja leta 2024. Na 30. obletnico smrti Ayrtona Senne. Kot da, če bi novico dali v javnost dan prej ali kasneje, bi se dobesedno podrl svet. S tem so zopet pokazali pri Red Bullu, kako se oni sami ozirajo na vse dogajanje, ki je pomembno za Formulo 1 in kako se znajo dobesedno prilagajati. Pokazali so, da pravzaprav ne znajo spoštovati nikogar in zato ni čudno, če se tudi njim kaj podobnega dogaja. Nekdo, če želi biti spoštovan, mora najprej spoštovati druge. In to je nekaj, kar pri Red Bullu še danes niso razumeli. V preteklosti smo videli podobna obnašanja in verjetno jih bomo tudi v prihodnosti. A sam glede njihovega obnašanja nisem prav nič presenečen. Morda je tudi tu razlog, zakaj Adrian Newey si išče morda druge izzive v njegovi bogati karieri. Mi si bomo pa ogledali drugi današnji sklop.
Prav tako 1. maja smo lahko na italijanski verziji spletnega portala motosport.com zasledili izjemno ohrabrujočo in zanimivo novico. Namreč Andrea Kimi Antonelli je prestal drugi test z bolidom Formule 1. Predtem smo ga imeli priložnost videti v Mercedesu 212 na progi v Spielbergu, kjer pravzaprav je poteklo vse v najlepšem redu, ampak šlo je za Mercedesa, ki je bil konkurenčen, in progo, ki ni zahtevna, gre za prav tako imenovano progo stop and go. Ampak 1. maja so novinarji poročali o tistem, kar se je dogajalo na progi Enza in Dina Ferrarija v Imoli. Bistveno bolj zahtevni progi z bistveno težjim bolidom. Namreč Andrea Kimi Antonelli je imel na razpolago Mercedesa 213. Torej bolid iz sezone 2022, ki še zdaleč ni tako predvidljiv in tako reaktiven kot tisti iz leta poprej. Gre za bolid z tako imenovanim talnim efektom, ki je čisto nekaj drugega. In rezultati presenetljivi. Že na samem začetku, po poročanju in neuradnih podatkih, naj bi bil mladi Italijan približno na tistih časih, ki jih je George Russell postavil ob podobnih vremenskih pogojih, seveda s primerljivo pnevmatiko. Ko so seveda nadaljevali s testiranjem, so časi šli strmo navzdol, do tega, da so postali izjemno primerljivi s tistimi, ki jih je na primer v sezoni 2022 postavil na primer Max Verstappen. Torej, Andrea Kimi Antonelli, če ti časi dobesedno držijo, je približno tako hiter, vsaj ko je na progi sam, kot aktualni vozniki Formule 1, kar je ohrabrujoče. Namreč manjkata mu samo 2 pogoja, da bi lahko dobil super licenco. Dopolniti mora 18 let in v žepu mora imeti vozniški izpit B kategorije. Točke za super licenco ima, kajti v Formuli 4 je bil prvak v 4 različnih prvenstvih. In videli bomo, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Za enkrat, kar je pokazal mladi Italijan, vsaj na testiranjih, je izjemno zanimivo. Čakamo ga še pa v Formuli 2, kjer ekipa Prema ima težave, ampak je on za enkrat hitrejši od Olija Bermana. A o tem kdaj drugič. Na prihajajoči veliki nagradi Miamija bomo pri skuderiji Ferrari lahko občudovali prav posebno barvno shemo. Tudi o tem smo že govorili v posebnem prispevku, kjer smo tudi omenili seveda prihod novega glavnega pokrovitelja. Ampak sedaj so na vrsti tiste uradne fotografije. O tem so pisali vsi viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Sam navajam članek, ki sem ga zasledil na spletnem portalu Race Fans, uganili ste 1. maja. In čeprav smo lahko nekje v preteklih dneh zasledili verzije z popolnoma modrim Ferrarijem SF Pomišljaj 24, seveda temu ne bo tako. Ferrariju so dodali določene proge, ki bodo spominjali na že tolikokrat omenjeni Azzurro La Plata in Azzurro Dino. In moram vam priznati, da sam, kaj tako groznega, kot kažejo fotografije, si nisem bil sposoben domisliti. Niti v najhujših nočnih morah si ne bi zamislil, da Ferrari je lahko v barvni shemi podoben Brabhamu Bernia Ecclestona, na primer iz sezone 1976. Kot da grafiki ne poznajo praktično zgodovine Formule 1 in Bernie Eccleston bi lahko tu skuderijo, vsaj po mojem skromnem mnenju, upravičeno tožil
zaradi neavtorizirane izposoje barvne sheme. A verjetno komu izmed vas je ta kombinacija všeč, namreč modra na rdeči, no ja, izgleda res katastrofalno in o tem menim, da bomo kaj več povedali v samih pripombah. A kar se tiče slabega okusa, vezanega na prihajajočo veliko nagrado Miamija, žal nismo rekli zadnje. Poglejmo si še četrti današnji del. Za prihajajočo veliko nagrado Miamija je treba pokazati nekaj posebnega. Tudi to so verjetno imeli v mislih pri ekipi Racing Bulls. Kot lahko vidimo v članku, ki je bil objavljen 2. maja na spletnem portalu motosport.com, so pokazali prav posebno barvno shemo, ki pa je, podobno kot tista, ki smo jo videli pri skuderiji Ferrari, vsaj po mojem skromnem mnenju, negledljiva. Res, pri njihovem pokrovitelju Visa imajo lahko radi živahne barve. Ampak to še ne pomeni, da v Karp 01 v takšni shemi je privlačen za oko in bi lahko dejali povšečen. Videli smo v preteklosti tudi, da na veliki nagradi Miamija kraljujejo živahnejši odtenki, ampak to, kar imamo možnost videti pri ekipi iz Faence, zopet po mojem mnenju presega vse meje dobrega okusa. Žal, obe italijanski ekipi na prihajajoči veliki nagradi Miamija bosta imeli po mojem mnenju negledljivi barvni shemi nekaj, kar je bolje, da odide v pozabo čim prej. Seveda, barvna shema ekipe Racing Bulls je že za stopnjo grša od tiste, ki vidimo pri Ferrariju, ampak vsakdo izmed vas si lahko tu ustvari svoje osebno mnenje. Meni ni všeč dejstvo, da nihče ne kritizira odkrito teh seveda grozot, ki so po zopet mojem mnenju praktično atentat na dober okus vseh vpletenih v ta šport. A moje videnje, moje mnenje. Za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.